Anže? Ja. Samo da veš, malo sem žalostna, ker leto septembra niti omenila nisva novih iPhonov. Ja, verjamem. Ampak sem vesela, da jih bomo v sveži epizodi Odbite dobite, ki jo poslušate. Zdaj, odbita je tako noro, ampak ta dobita, to pa pol v povezavi s tem pa se mi ne sanja. Podcast o sodobnih tehnologijah. Vsak četrtek na Valu 202. Dober dan, dobrodošli. Leto je okrog, nabralo se je nekaj odličnih, dragih, dobrih, poceni, lepih, vzdržljivih telefonov. Katerim telefonom leta 2018 se splača nameniti pozornost tudi v 2019, ali če imate radi draga darila, katere telefone napisati na seznam za božička. Maruša Kerec in Anže Tomič so vaša gostitelja. Maruša bom seveda spraševala, Anže je seveda stestiral že ne vem koliko telefonov v življenju. Si jih kdaj preštel? Ne, preštel ne, sem pa v Googlovi trgovini za aplikacije lahko pogledaš, je bil en pogled, kjer si pogledal, koliko telefonov je bilo z mojim računom že prijavljeno v to trgovino in je bil spisek tako dolg, da jih ni znal vseh izpisati. Tako da preveč, res, že dolgo nazaj sem nehal šteti v resnici. Je enako odličen sogovornik boš. Greva najprej k najboljšim telefonom leta 2018. Se bojim, da so tudi najdražji. Ja, milo rečeno. Apple in letošnje 3 oznake novega iPhona. Ja, ki so že spet 10 in neka črka poleg. Letos se to pač ta S leto, kot temu pravijo pri Apple, ko vzamejo oblikovanje in dizajn iz prejšnjega leta in ga samo drobovje nekako posodobijo. Tako da letos smo potem dobili 10S in pa kar je novost, 10S Max, ni več plus oznake, kot je bila prej, ampak gre res za kar ogromen telefon. Tisto, kar je pa mogoče najbolj zanimivo pri Apple letos, je pa 10R oziroma 10R, kot mu rečejo Američani. Gre pa za, še zdaj delam te navednice v zraku, kot jih ponavadi, za cenejši iPhone. Ampak ja, mislim, da osrednja zgodba pri Applu zadnje par let je to, da so šli še višje s ceno, in kar se mene tiče, mogoče zdaj že letajo malo previsoko, vse kar se cenovne postavke tiče. Gre pa še vedno za izjemne telefone. Cena te predvidevam ni navdušila, kaj te je, ko si ga testiral? Ja, mislim, cena je res, ko se enkrat pogovarjamo o ceni telefona, ki je višja kot povprečna plača v Sloveniji, nekaj, se lahko vsak malo zdrzne, ampak ja, gre pa že spet za to, o čemer je Apple več ali manj zdaj že leta daleč najboljši, in to je ta integracija programske in strojne opreme. Njihova strojna oprema, predvsem procesori, se pravi motor telefonov, so zdaj že kar par let pred industrijo. Oni zdaj sami oblikujejo procesore, kar navadnega uporabnika sama specifikacija nikoli ne bi smela zanimati. To pomeni to, da zdaj te telefoni res več let dejansko zdržijo, ker so tako močni, da jih praktično software sploh ne dohiteva. To je pri njih res dokaj izjemno. In pa seveda ta fotoaparat, kjer sicer zadnje 2 leti, zdaj to je, smo res zaplavali že v neke zelo subjektivne vode, ampak mogoče Googlovi telefoni Pixli kar včasih prikažejo boljše rezultate kot iPhone, ampak sploh pa recimo za video snemanje in pa tudi za slike, je pa iPhone v samem vrhu. Mogoče ne čisto na vrhu, kar se slik tiče, ampak ja, v samem vrhu. Tako da ja, iPhone je kar nekak skoraj kar neka franšiza, vsako leto pridejo neki novi telefoni, potem nekateri ljudje, ne bom jih omenjal, so vedno navdušeni, živijo Maruša. Ampak ja, letos ni nič drugače v resnici. Mogoče še najbolj šokantno je to, da še vedno v škatlo dajo tisti mali polnilček, čeprav te 2 telefona, v bistvu si 3 omogočajo hitro polnjenje, v škatli pa še vedno dobiš najmanjši možen polnilec, ki tega ni zmožen. Ker nočejo zraven zastonj podarjati naprav, s katerimi brezžično polniš telefon, Maruša, to je ciničen pogled, Zdaj ljudje, ki to podpirajo, pa pravijo, da je ljudem še vedno bolj všeč ta polnilec, ker je majhen in se ga lažje sabo vzame.
Je pa res, da kar se mene tiče, je letos, no, pa 10R tisti telefon, ki mislim, da bi bil ta najbolj pameten nakup, ne, za nekoga, ki se odloča za iPhone in kjer že spet moramo povedati, še vedno ne podpirajo slovenščine. To je res taka, zdaj je to že sramota, to zdaj sploh ni več. To je taka blamaža za Apple, da jaz vsako leto znova upam, da se bo to spremenilo, pa se ne, je to res taka groza, da jaz ne vem več, kaj reči o tem. Jaz sem se že naveličal o tem govoriti in pisati, ampak to je pač sramota, ni več druge besede, pač dejansko ne podpira slovenščine. Zaslon? To je pa ta reč pri 10R-ju, ki ljudi mogoče lahko odvrne, ne? Ker gre za LCD zaslon, ne za OLED. Kao malo slabši zaslon. Ampak roka na srce, jaz, ki sem ga videl od blizu, jaz sicer sem opazil razliko, ampak jaz sem pač, kar se tega tiče, kar mal poseben, ker tega toliko pretestiram. Mislim, za nekega poprečnega uporabnika, pa roka na srce, jaz ne vem, kdo se bo sploh spotaknil ob ta zaslon. Je pa res, da nima tiste druge leče tudi ozadje, ne? Ta 10R, ampak so pa že spet pri Apple zelo zanimivo dali. Enako drobovje kot ta dražja dva telefona, noter procesor je isti, malo manj pomnilnika in tudi ta ena leča v zadej dela pač super fotke, tako kot ostali iPhone. Tako da je res, samo če lahko kuriš doma denar, pač kupiš ta drage, če pa hočeš iPhone, bi rad ta najnovejšo generacijo, kupiš pa tega, ki je še enkrat v narekovajih poceni. Boli pa še vedno in v vsakem primeru. Ja, predvsem zaradi tega, zdaj, ko bo prišla pa še do Androidov, ne, ker se da pa dejansko dobiti zelo, zelo spodobne telefone, sploh ne več za pol cene, že za tretjino te cene. Ne. To je pa nekaj, kar pa do zdaj nismo imeli v taki meri. Ne. A je lahko Apple iPhone najboljši telefon leta ali je telefon leta androidni drag telefon, ker nekje sem v eni družbi nedolgo nazaj omenila, da bi imela Huawei Mate 20 Pro, pa so mi začeli meriti vročino. Jaz se vedno nekako izogibam tej oznaki najboljši, ne, da bi dali samo enemu krono, ne, ker gre že ta ločnica med Appleom, ki ima ta operacijski sistem iOS in pa Androidom, ne. To sta dva ločena svetova. To je zdaj, kot da bi mi dva primerjali najboljši prenosnik z okni, pa najboljši prenosnik od Apple. Ne. To ni samo zdaj šasija in drobovje, ne, tam gre dejansko za uporabo, tako da to je vedno nehvaležno primerjati. Je pa res, da sploh Huawei letos je naredil kar en tak konkreten korak naprej, ima tisti telefon par bombončkov, ki mu dajo tako, saj nek videz, da če že ne veš, ne, ali bi iPhone ali katerega koli Androida, ne veš, kam pogledati. Ne, in to je letos res ta Mate 20 Pro. Bi med dragimi telefoni leta izpostavil tega? Ja, absolutno. Zdaj se bo to smešno slišali, vedno več se govori samo o fotografiji, ko se pogovarjamo o telefonih, pač kamera je res daleč najbolj pomembna in tudi to je tista glavna ločnica pri dragih telefonih. Ko kupuješ drage telefone, kupuješ najboljši fotoaparat, ki je trenutno v telefonih. Ne. Če te to zanima, to more biti pomislek. Ne. In zdaj pri tem Huawei-ju, ki ima sicer super fotoaparat, ne, sploh na zadnji strani ima 3 leče in kar je meni všeč, in grem nekako za osebno preferenco, ima širokokotno lečo. Ne. Lahko zajamaš veliko več. Ne. Cerkev je cela, ne, ali pa ne vem, nek tempelj je cel v kadru. Ne. To je meni zelo, zelo, zelo všeč in je noro, koliko časa so v bistvu te večji proizvajalci potrebovali, da so to začelo grejevati. Imajo potem še par bombončkov, to so mi dva celo poizkusila, ko sem ga imel na testu, da lahko polni brežično druge naprave. Ne. Ko pa to človek vidi, kako je Maruša, je bila pa zelo navdušena, tako da sem že v bistvu ti prepričala, da to nekaj je mogoče na temu. Ne. Je za zvečer, v družbi, na potovanju. Se strinjam in ko prideva zdaj pri bateriji, no to je pa ta naslednja stvar, kjer pa Huawei, mislim, da kar res dela konkretne korake naprej, ima ogromno baterijo ta telefon. Ni debel v resnici, ne, še zmerno gre zelo tenko napravo, ampak ima pa baterijo, ki je tako konkretno večja kot večina konkurence. No. Pa slišiš, da z neki poprečnem uporabi skoraj 2 dni, pa zdaj to zelo tako zadržano rečem, zdrži telefon, ne. To je pa kar podatek. Ne. In tukaj je pa malo prehitev konkurenco, ne. Ali Apple ali pa Android, no. Sploh z baterijo. Ne. Cena se približuje Apple? To nismo, konkretno čez 1000 smo pa okoli 1000, ne, tako da to je draga zabava postala, ne, tako da jaz to res kar zadržkom, sploh da bi rekel, da kar priporočam karkoli, ki je okoli 1000 evrov, to se mi zdi kar, to so kar nore cene postale, no, ni besed tukaj.
Naslednja kategorija je poceni telefon. Podjetje Apple besede poceni sicer ne pozna, zato omeniva dober poceni androidni telefon. Anže, katerega si izbral, katerega priporočaš in zakaj? Ko rečemo poceni, jaz vedno to tako jemljem, to je ta najmanj, kar človek lahko da za telefon, pa da bo dejansko dobil nekaj uporabnega. Ker še vedno je na trgu dosti naprav, ki jih sicer prodajajo, zgleda kot pametni telefon, je zelo poceni, ob uporabi je pa to bolj telefon, ki je zapusta pametni telefon, ne? Tako bom rekel. Več ali manj je samo za klice in ostalo, ne? Kaj več se pa z njimi ne da početi. Ne? Neko letošnje odkritje, v bistvu nadaljevanje lanskega leta, je pa ta Xiaomi, ne, to je ta kitajsko podjetje, telefon Mi A2, to je že druga iteracija tega telefona. Pri nas stane zdaj čisto konkretno, da poveva, okoli 270-250 evrov in gre res za telefon, ki pa za ta denar, to so telefoni, ki potem v bistvu zlomijo možgane, ko rečeš, da nek iPhone stane pa 1300. Ne. Za ta denar je pa ta Xiaomi res izjemna naprava v resnici. Fotoaparat je soliden, ni med najboljšimi, tudi dober, da človek reče, ne, ampak dokler je dosti svetlobe, dobiš popolnoma legitimne slike. Tisto, kar je pa sploh super in zato je to mogoče tudi, kar se mene tiče, edini Xiaomi, ki se ga splača priporočati, je pa to, da je del tega programa Android One, o tem smo tudi že lani govorili, no, ampak gre pa za to, da je na tem telefonu nameščena različica Androida, ki je brez navlake. Spravi, ti kupiš ta telefon in se ne podvajajo aplikacije, vmesnik je tak približno, kot si ga je Google zamislil in tudi hitreje prehajajo varnostne posodobitve. Ne. Pri najnižjem cenovnem razredu je ponovadi tako, da proizvajalec naredi telefon, potem ga pa kar nekako pozabijo in redko dobivajo kakršnekoli posodobitve. Ne. Zdaj pa mi, ki sem manijaka na varnost, ne, je to kar pomemben podatek. Ne. Zdaj, Android One pa nekako zagotovi, da bo vsaj par let dobival tudi varnostne popravke, ne, ker se konstantno najdejo kakšne ranljivosti v kodi, ne, je neka garancija za to, da bo ta telefon bolj varen tudi v prihodnosti. No. Je pa to, kar se mene tiče okoli teh, zdaj greva reči med 200-300, to je edini telefon, ki bi ga jaz v bistvu priporočal. Je še ena Nokia, ki je pa, ne vem, kje točno se jo da kupiti. Sem še že spet naprej za tole snemala, gleda, pa se nekje se jo dobi, ampak ne upam zares priporočiti, ker je ne najdem vedno. Bova poceni solidnega Kitajca zalepila tudi v zapiske. Nadaljujeva pa z najbolj varno in najbolj enostavno srednjo potjo. Dober srednji razred je kateri telefon leta 2018? Presenetljivo Nokia. Ne? Nokia. Ja, ki se zdaj vrača, kao. Mogoče sem nesramna, absolutno nimam toliko znanja kot ti, ampak ne poznam nikogar z Nokijo. Se je nekako ponovno rodila kot podružnica enega večjega kitajskega podjetja, s to razliko, da dejansko ljudje, ki te telefone ustvarjajo, saj ne izdelujejo, ampak se ustvarjajo, so na Finskem. Njihovi prostori so dejansko čez cesto od starih Nokijinih prostorov, ne? Kar je, ne vem, zdaj smešno ali pa žalostno, se še ne znam odločiti. Ampak ja, je pa Nokia zdaj letos dala že spet par telefonov, kot sem rekel, ki so del programa Android One. In tisti, ki mene najbolj navdušuje, Nokia 7 Plus, oziroma zdaj že Nokia 7.1 zunaj, ne? Med 300 in 400 evrov, ne? Odvisno zdaj kje in kako. Ne? Gre pa res za telefon, kjer je pa fotoaparat malo boljši kot tam pri Xiaomiju, ne? Tako da se še malo več da početi, vmesnik je že spet čist. Predvsem je pa ta telefon vsaj mene navdušil, sploh Nokia že nasplošno. No? Primaš telefon v roke, misliš, da si dal več za njega. Ne? To se mi zdi, ne res. To je, zgleda bolje, ali kaj? Zgleda boljš, izdelava je boljša. Nokia ima še vedno tisto partnerstvo z Carl Zeissom, ne? Na zadnji leči, zdaj kaj točno to pomeni, je zelo vprašljivo, ne? Ampak tako, imaš občutek, da si kupil neko napravo, ki mogoče celo več da, kolikor je njena cena. Ne? Pa še to, mi tukaj zdaj govorimo o teh cenah brez vezave. Ne? To je toliko, kot je telefon načeloma vreden. Ne? Je pa treba v tem srednjem razredu še to povedati. Dostikrat najdemo tukaj, sploh če se odločaš za nakup kje iz tujine, ne? Sploh tam okoli, grejo reči, bolj proti 500 evri, ne? Obstaja pa kar par telefonov, ki se jih splača, ali so to, ne vem, telefoni, ki so prišli ven na začetku leta, pa potem cena pade, ne? En tak je recimo Samsung S9, ne? Ki bo na začetku leta, pa ni bil neka prodajna uspešnica in zdaj mu že kar konkretno padla cena, mogoče ne glih na 500, ampak okoli 600 se ga pa dobi, pa je letošnji super telefon, tam je pa super fotoaparat, ne? Pa, tam pa bolj v presežkih lahko govorimo, ne? Ampak je to že spet ta variacija v ceni, ki se zgodi, ki ni od proizvajalca odvisna.
Zdaj ti bom povedal en telefon, za katerega sklepam, da nikoli nisi slišala, ne, pa je hit letošnjega leta, pa ga moramo omeniti samo zato, da ne bova mailov dobivala. Ne. In to je Pocophone F1. Točno to. Hvala za to. Pocophone, to gre že spet za podružino tega Xiaomija, ne, kjer so pa dejansko naredili telefon, ki je res zelo ugodna cena, ne, pod 400 €, z drobovjem, ki pa spada v višji cenovni razred. Nujno ga moram videti. Ja, ker malo obnorev ljudi gre, pa tam že spet je nek ta Xiaomijev umestnik čez, pa tako že spet preko spleta ga je treba kupiti. Tako, ne pravim, da se ne da, ampak to je bil res hit letos. Ne. Samo omembe vredni telefon je pa še OnePlus, to podjetje, ki zdaj že ne 5. leto dela, res letos dalo 2 super telefona, 6 in 6T ven, ki sta okoli 550 € ali pa 600, ki manjka samo zelo dober fotoaparat, da bi resno konkurirala najboljšima. Pocophone, zanimivo. Na spletni strani val202.si poševnica odbita. Ampak še pred Pocophonom si samo malo ošvrknil Samsung. Kje je Samsung, kje so ostali veliki igralci na mobilnem trgu, ali se mobilni trg pač tako zelo spreminja? Ne vem, kdo prednjači v Sloveniji? Ne, sploh ne. Samsung je še vedno, mislim, da ima dominanten položaj, sicer po nekih metrikah ga je Huawei že dohitel ali pa prehitel, ampak jaz na te PR sporočila v resnici ne nasedam. Mene bolj zanima telefon kot tak in da so dobri. Samsungi so še vedno, sploh ta najvišji rang njihov, ne, se pravi S9 letos in pa Note 9, ne. To so izjemni telefoni, ne, tako kot Mate, tako kot iPhone, tako kot ta novi Pixel. Ne. Je pa res, da potem, ko pa daš recimo njihov Note 9, ki je tudi okoli 1000, ne, pa tega Mate 20 Pro, ne, kar se meni tiče, je prvič letos, da je Mate 20 Pro boljši nakup. Prejšnja leta bi skoraj vedno, ko je od Samsunga zbral, ne, ker Huawei je imel dobre ideje, ampak jim ni nikoli zares uspelo, ne. Letos jim pa mislim, da kar je. No. Potem pa LG še vedno obstaja, dela sicer super telefone, jaz tudi mislim, da podcenjene, ampak nekako jim ne uspe nek ta preboj v top 2 ali pa top 3, ne. In pa Sony, vedno tudi letošnje Xperije, meni to so tako lepi telefoni, tako na pogled, mogoče meni osebno najlepši, no. Ampak pa cena malo previsoka, posod kakšna reč manjka, ki bi jo človek želel, ne, pa ne moreš reči, da dajte to vzeti. Ne. Ampak če hočeš pa nekaj, ki je lepo za pogled, mislim, da ima Sony industrijsko oblikovanje še vedno, vsaj kar se mene tiče, ampak to je zelo subjektivno. No, tako. Subjektivno ali ne, zdi se mi nujno, da rečemo še kakšno o izgledu za na konec. Tale zareza na ekranu, ki jo je lani uvedel na sceno moj iPhone 10, ne? Ja. Nekaj časa so se vsi norčevali iz tega, cel svet, letos je pa povsod. Ni povsod, dajva pohvaliti Samsung, ne, ki se pa drži tega, da je brez zareze. Ne? Pušča brado in čelo, tako jaz rečem, ne, okoli zaslona, ne? Je pa res, da ja, ta zareza je potem postala res tako skoraj da zelo trendi, ne. S to izjemo, da pri Apple ima veliko več smisla ta zareza, ker je tisti Face ID sistem, ki tvoj telefon odklene z obrazom, res sofisticiran, not kamere, infrardeče kamera, ti si res cel mini tak robotek, ki je tam noter, zato tudi obstaja tista zareza, ne. Pri ostalih je pa tam ponovadi sem prednja kamera, mogoče še zvočnik, ne, je v bistvu manj upravičen, ne. Z izjemo tega Mate 20 Pro, ki ima tudi malo bolj kompliciran sistem odklepa, ne. Ampak nekaj časa bomo zdaj na to navajeni. Je pa res, da je kar nekaj proizvajalcev, predvsem kitajskih pa indijskih, tega sicer benga nisem imel v roki, mi je zelo žal, ker ben ni do nas prišel. So naredili par telefonov, ki pa nimajo nič, je pa dejansko cel sprednji del je zaslon. Potem pa kamera pride ven, ali je tak mini motorček in se kar dvigne iz telefona. Ja, okay. To smo videli smo, da se dvigne cela zgornja stran, pa še na tako, kot včasih, veš, ko si odprl tipkovnico na telefonu, ko si gor naredil, no, tudi to že obstaja, imaš take telefone, ne. Tako da me zanima, kam bo šlo to, ker je zdaj neka vrlina, je postala to, da je cel sprednji del zaslona, ne, je zaslon, ne pa zareza, brada, čelo, nič od tega, ne. V zelo nasprotno smer je šel pa mogoče najboljši androidni telefon, že spet, ki pri nas nažalost ni na voljo, ne. To je pa Google Pixel 3, sploh XL, ima pa tako veliko zarezo, da so ljudje na začetku mislili, da je šala. Res grda zareza, da so ljudje niso verjeli, da bo to res ta telefon, ker je tako grozno zgleda. Ne. Ampak ima toliko več funkcij ali zakaj? Ne, ima, kar je pa pri Pixelu treba reči, sprednji zvočnik je tam kar ogromen, to Pixeli, ker telefon seveda tako držimo, če gledaš karkoli videa, ne, tudi za podcaste, če jih tako poslušaš, če sta od spredi dva močna zvočnika, se to konkretno pozna, to je treba povedati, ne. Ampak tista zareza je res, ne, ljudje ne si jo grejo pogledati, to je Google Pixel 3 XL, težko verjameš, da je to prišlo ven.
Še ena zelo nepomembna stvar, barve. Huawei je letos presenetil, pogooglejte barvo somraka, nekaj med črno, sivo, vijoličasto in modro. Ja. Lep je. Priznam, lepši od vseh zlatih in roza iPhone-ov. Ja, je pa res, da tudi pri Apple ta 10R, ki so ga prej omenjali, kot najboljši neko pride v parih barvah, kar je že spet meni, jaz upam, da se bo ta trend obrnil. Jaz mislim prvič, ko sem res videl te telefone, ki so šli v te barno, v kakršnokoli barvo so bili v bistvu tiste Nokije, zadnji izdihljaji stare Nokije, so bili res lepi telefoni, zelo živo rumen telefon, zdaj ne da sem tega hotel, ampak tam so se kar igrali, ker je bil material drug, zdaj so se pa vsi nekako obesili na te ali neko steklo kaljeno ali pa ta srebrna, kvazi zlata, pa zlata z roza, pa ne. Ja, pa je pa Huawei, mislim, da 2 leti nazaj, ko sem bil v Berlinu na sejmu, sem prišel, da so oni začeli malo eksperimentirati in so naredili en rdeč pa modr telefon, In bilo kar tako wow, Tudi ta Twilight oziroma somrak, kako meni je še super, je pa res, da kar Apple zdaj lepo vrnil nazaj žogco s tem 10R, ko je res ene par barv tam je, moram reči, lepo videti, sploh Apple, ki je bilo včasih taka barvito podjetje, da so šli malo nazaj. Kleva že spet Google, zdaj so vsi začeli barve delati, Google je naredil pa črn pa bel telefon v resnici. Ampak še vedno, to sem rekla že lani, škoda, da kupujemo telefone izjemnih barv in oblik, na katerega pol damo ovitek. Plastičen za evro z eBaya. Ampak ti veš, kakšne barve je spodaj, Ok, to je to. To so bili telefoni leta 2018, kateri je vaš. Napišite nama na Twitter, jaz sem Twitteruša Maruša. Jaz sem pa Anzeta. Skupaj sva Afna Odbita. Kje sva še? In vse epizode podcasta Odbita dobita najdete na val202.si /odbita in pa seveda v Apple Podcast, kjer ne lahko tudi ocenite. Ful hvala, dejansko vedno več ocen. Komentirate, se naročite in to slednje, naročite se v katerikoli aplikaciji za poslušanje podcastov. Do naslednjič, hvala za pozornost. Nasvidenje. Ja. Čau.